Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, v našem studiu je zdaj že tenzija. Zakaj? Pa povem po prometu. Promet nam bo pa zaupal Luka. Luka, kaj se dogaja na slovenskih cestah? Jaz vem, kaj se dogaja v studiu. O moj bog, Domen Valič je v studiu. O moj bog. Zakaj poveš to? To sem tenzijo gradila, no? Ti pa vse se moram slebetaš. zadržati, ker vedno dobim kar taka mehka kolena. Domen Valič, on je najlepši med vsemi Valiči. Res. No, ti se raje posveti prometu, pa se bom jaz potem domno. Aha, zdaj so te kar pokazali, Domen. Zdaj so te on the spot. Živjo, Domen. Rekel je Luka, da si Živjo. najlepši med vsemi Valiči. Ja. Sam to ni težko. Ok, burn. Odlično, smo že zašli. Režija, prosim, če Gremo umaknete na Domna iz promet. ekrana, da lahko Luka toliko normalno pove promet. Gremo na promet. Ja, takole mojega prijatelja Domena vedno rad pozdravim. V prometu pa prihaja tudi do nesreč, zato previdno na cestah. Nesreče so pa bile na primorski avtocesti, je zaprt počasni pas pri priključku Logatec proti Kopru. Prihaja tudi do zastojev na ljubljanski obvoznici, na izvozu Nove Jarše in pred delovno zaporo pred krožiščem Tomačevo proti Kosezam. Na gorenjski avtocesti od Broda proti Vodicam prihaja do zastojev. In pa seveda ovire na cestah, okvara vozila na počasnem pasu primorske avtoceste med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Še mejni prehodi, čakalna doba je seveda na mejnem prehodu Gruškovje, ki danes kraljuje, Obrežje se mu še ni pridružilo. Še nekaj omejitev v turistični sezoni do prvega konca tedna v septembru velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah. Pa še dela na cestah, na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Kozarje proti izvozu Ljubljana Zahod oviran promet zaradi del na cesti. Cesta Stari trg Loški potok bo zaprta pri Markovcu predvidoma do konca julija. Cesta pred meja Lokve bo zaprta dnevno med 7. in 17. uro, predvidoma do 15. januarja 2022 in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključke industrijske cone Moste, Letališka cesta, zato lahko tam pride do kakšnega zastoja, sploh ob prometnih končnicah. Na ljubljanski severni obvoznici prav tako poteka obnova in zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše v smeri za Dobrave promet poteka po dveh zoženih pasovih, zaprt pa je tudi izvoz Tomačevo iz smeri za Dobrave. Tranzitni promet je za tovorna vozila na 3,5 ton in avtobuse med Štajersko in Primorsko prepovedan. To so bile prometne informacije, zdaj pa kar nazaj v studio, kaj ti nočemo odžirati časa našemu enemu in edinemu Domen Valič! Luka, moj bubniči. Oprosti, Maša. To je bil zdaj Luka, ki je fangirlov, ne? Namreč, ja. Ponovno odplešimo z Luko iz prometa v studiu Figovec. Hvala, Luka, za vse informacije, ki si nam jih podal, pa se gledamo potem z vremenom, če ga boš shendlal. Ne vem, pri tebi se nikoli ne ve, sploh zdaj, ko si odlična. Se gledamo. Z menoj v studiu pa, ne vem zdaj, če sploh je smiselna napoved, ne, ker smo ga itak že videli, pa še Luka ga je 100-krat omenil. Domen Valič, psiho, mislim, ni on psiho, upam. Ne do te mere, do katere mere je psiho v bistvu Patrik, ki ga igraš v predstavi Psiho. Ja, jaz sem glih toliko psiha, da še vedno lahko vozim kolo po Ljubljani nenadzorovan. Mogoče tako. To ti je še dovoljeno. Vsak izmed nas je na nek način psiho, no? S tem se tudi v predstavi ukvarjam. Sam vedno mi je nekaj manjkalo v predstavi. 2 leti ali 3 leta jo že celo igram, razen s tem koronskim letom vmes in nekaj mi je manjkalo. In zdaj, ko sem videl, kako Luka pleše, sem prav rekel, ta vložek bi mogel biti v predstavi noter. Se zdaj v bistvu kdaj? Naslednjič igraš v Gleju 30. junija, to je v sredo, ne? Tako, v sredo, jutri. Jutri? Jutri, po jutrišnjem in pa v četrtek imamo ob 9. zvečer predstavo. To je pri Gleju, gre za zunanji oder, kar je zelo fajn, ker smo radi zunaj, sploh v takem vremenu. Časih tudi, ja. In v teh časih. In gre za tako luštno skrito lokacijo tam pri gledališču Glej, pred gledališčem Glej in pred galerijo Ekverna. Tako da lani smo že tam oktobra igrali, 1-2 predstavi. In zdaj tudi, ker ne gre drugače,
Pa boš zdaj, ne, da vejo gledalke in gledalci, če se bodo odločili priti, bo ta Luka v ples zdaj vključen v predstavo? To je zdaj to vprašanje. Bo, ampak bolj na neki imaginarni ravni. Jaz bom Notranje boš mislil na to. plesal. Ja, jaz bom mislil na to. Tudi jaz nekaj malega, moj Patrik, meni je ime Patrick Bate, tako kot Patrick Bates, ne, čist po romanu na nek način. Sicer sama predstava ni toliko, bom rekel, uprizoritev tega romana, ampak gre Ameriški za... psiho. Ja, Ameriški psiho, po katerem je bil posnet film Ameriški psiho, gre bolj za neko združitev. Tudi Davorin Lenko je napisal v bistvu nekak gledališki tekst po Ameriškem psihu, obenem pa tudi so noter delci njegovega romana Cona, ki mislim, da še ni izdan, ne vem pa ziher. Davorin Lenko je zelo ustvarjalen človek in ima pol na več področjih. Delce tu, delce tam. Ja, in skratka, ta dva teksta sva z režiserjem, z Jašo Koceljem združila in je nastala taka osebna pripoved, izpoved. Gre pa za to, da ta moj Patrick Bate, da na hitro razložim, Dajmo. lovi ljubljanskega zmaja. Ljubljanski zmaj je pa nov serijski morilec, ki se je pojavil v Ljubljani. In to je v bistvu ta neka premisa, ki se potem v resnici Tako. ne razvija. Marca 2019 je bila premiera, čeprav vem. Super, poj pa 2 leti. Imaš prav, vidiš, potem pa 2 leti to igramo. Prebrala sem, ne vem. Ja, super, jaz nisem. Kdaj se je pa vsa zgodba začela? Ne? Kako je sploh prišlo do nastanka predstave? Kdo je dal idejo? Kako si prišel ti zraven? Kakšna je zgodba tega dotičnega psihota Patrika? Dotičnega psihota. Ja, ko sem jaz zraven prišel, v bistvu je to že dobivalo neko končno podobo v smislu teksta. Veliko tekstov različnih je bilo nabranih skupaj, tako iz te predstave, ki jo je napisal Davorin Lenko, kot tudi iz njegovega romana, takrat še neobjavljenega Cona. In sva potem z Jašo to skupaj brala in razvijala in potem sestavila na koncu en končni tekst. Zdaj ne vem, zakaj je Jašo Kocelj glih name pomislil, ko je To se je za vprašati. pomislil na tekst psihota, ampak mogoče zato, ker sem rad sam, pa zato, ker gre za mono predstavo, monodramo. Si rad v centru pozornosti tudi. a? Tudi Ja, to, tudi to. V bistvu, kar je ena pomembna All lastnost, eyes on you. All eyes on you. kar je ena pomembna lastnost celjskih morilcev, kar so tudi psihologi in vsi raziskovalci, ki se s tem ukvarjajo, ugotovili, je, da je narcisoiden. Da gre za eno posebno stopnjo narcisoidnosti in to pol jasno, zakaj Aša pomisli name. Je rekel in z grenkobo zaprl usta. Ja. Šalo na stran, ne. Si se precej poglobil v kakšne znane, recimo temu psihopate, ko si se na predstavo pripravljal, ali pa, ne vem, si bral kakšne, poslušal, na primer, Vesno Godina, ki je veliko govorila o narcisoidih, pa to. Ja, nekaj tega sem bral, nekaj tega sem gledal. Kar mi je v bistvu najbolj, takrat sem o Ted Bundyju gledal neke dokumentarce. Mislim, da so 4 deli po 1 uro trajajo, kako so ga dobili, kako je ušel. Tisto mi je pomagalo na eni stopnji, zato ker je dejansko on posnet, njegov obraz, njegove oči, vse od takrat, ko ga primejo, ko ga pač aretirajo, do tega, ko nastopa na sodišču, do tega, ko je obtožen potem, ne. Kako še vedno, potem, ko sodnik izreče obtožbo, on se pogovarja s pravniki in še vedno pogleda na levo, kjer ga nekdo snima in on pomaha kameri. Ne. Sploh ni dojel čisto... Kot da nima stika z realnostjo. Kot da ni tega stika. Mogoče ne, da ni dojel, ampak njegov mind že razmišlja drugače, že v drugo smer. Tudi ni jedel, en teden se mi zdi, ni jedel, 2-krat je pobegnil iz zapora. Ne. Prvič tako je, da je rekel, da se bo sam zagovarjal in je potem šel v knjižnico, ki je bila v prvem nadstropju tega sodišča in tam je bilo okno odprto in on je skočil čez okno. Ne. Jasno, kdo ne bi. In drugič so ga pa zaprli neko samico in le na stropu je bila lina, tako okno manj kot meter po diagonali in en teden ni jedel in je shujšal in je zlezel čez ono okno ven. Ne. Tako da, in jasno, v tem kratkem času, enega tedna vmes, ki ga niso ujeli, ubil ene 6 deklet, ki jih je potem zakopal tam v eni šumi. Ne. Tako res na nek način, na nek grozljiv način fascinanten To sem ravno hotela reči. V bistvu gre za fascinantne posameznike, ki v nas nek strah vzbujajo, ravno zato, ker nas na nek način zaradi te fascinantnosti celo privlačijo, ampak so pa ne grozni. In kako si ti našel tega, to se narobe sliši, kako si ti našel tega psihota v sebi? Kako si se lotil
predstave tega psihota? V bistvu je bila zelo ena taka aktualno, pomembno in enostavno pot do tega rezultata smo obrali, kot kaj je v današnji družbi, kaj je zdaj narcisoidnost, kje se kaže, kje se kaže individualizem v tej smeri. Kdo je moderni psiho? Točno tako, kdo je zares moderni psiho, kaj je z vsemi družbenimi omrežji, ki vpliva na človeka, z neko javno podobo, z nekim družbenim odmevom, ki ga vsi hočemo imeti, ne? Zakaj se je toliko v nas to, že od nekdaj v bistvu hočemo biti slišani, hočemo biti videni, recimo temu v večini, ampak kako je tehnologija, kako je aktualni način razmišljanja družbe pripomogla k temu, da gre to v neke globine, pa v neke daljave neslutene, ki so lahko zelo škodljive na koncu, ne, za vsakega posameznika. Saj vidimo že tako, tudi ta podatek kaže na to, da potrebujemo družbo na nek način. Pa ne govorim zdaj v smislu recimo tega všečkanja, pa vsega tega, da imamo čim več sledilcev, ampak potrebujemo družbo za golo preživetje v smislu pogovora in tega, ne? Če zadnjič sem bral, da je 60% več tinejdžerjev, predvsem deklet, poiskalo pomoč pri psihiatrih, ne, pri teh strokovnjakih zaradi depresije in vsega v tem COVID letu, ko so mogli biti zelo distancirani. Ne. Tako da že to je ena tak mehen, ampak zelo pomemben podatek o tem, po mojem, koliko ljudje potrebujemo osebni stik. Ne. Ko pa ta osebni stik prerase v to, da mislimo, da je oseben, pa sploh ni več oseben, ampak je zgolj virtualen, ne, obenem pa tudi še pomešan s tem mišljenjem, ta fant, moj Patrick Bajt, hoče spoznati... Moj Patrick Bajt, ko se to luša sliši, ja, ta moj Patrick. Moj Patrick. Joj, sej malo je lumpa, ne, ampak je pa moj, ne. On v bistvu, on na nek način hoče, podobno kot jaz, na različnih, ali pa mogoče kot mi vsi, hoče spoznati človeka, ampak on specifično hoče spoznati žensko. Žensko kot tako, kdo je ženska, kaj je ženska. In zato raziskuje posamezne ženske, da bi prišel do bistva, ne? Ker ena pomembna stvar, sploh pri serijskih morilcih, je pa ta, da iščejo ta občutek zapolnitve in ekstaze, ne? Ki se zgodi pri prvem umoru in ki potem nikoli se ne ponovi v taki meri, ker je jasno tisto prvič. In potem z vsakim z novim umorom v bistvu so, če zelo poenostavim, so na nek način razočarani, ker niso doživeli te katarze, te zapolnitve. Je to v bistvu neka frustracija, ki se potem... Tako, in potem celo za par dni padajo v depresijo ali pa za nekaj časa in se gabijo sami sebi, recimo tudi. In tako se zelo odmaknejo od tega, dokler spet ta želja, ta odvisnost mogoče ne pride na površje in potem spet morijo, ne. V bistvu to je odvisnost, ne. In mi si bova zdaj vzela pauzo, ne. Hvala Bogu. Da boš malce zadihal, ker zdaj smo šla res v globoke teme. Da boste tudi vi, gledalci, lahko zadihali, čas je za oglase, po oglasih pa nadaljujemo s psihotom. Se gledamo. Dobrodošli nazaj, z menoj v studiu je še vedno Domen Valič, predstavlja pa psihota, pa ne svojega notranjega, ampak tistega zunanjega, ki ga upodablja na odru. Patrick mu je ime. Dobrodošel ponovno v našem studiu, oziroma še vedno v našem studiu. Thanks. Pred oglasi sva načela to, da je za serijske morilce, za psihote pogosto, mislim, to zdaj ni sopomenka, no, ampak za psihote, ki so tudi serijski morilci, pogosto, ne, da postanejo odvisni, da je to neka odvisnost, to morjenje in v bistvu nimajo kontrole nad tem, ne. Gre za neko izgubo kontrole. A to tudi naslavlja predstava in ali naslavlja tudi to, kako lahko dobimo oziroma kako lahko nekdo dobi kontrolo nazaj? Ja, predstava Psiho v bistvu točno tako pripoveduje oziroma kaže enega posameznika ravno pred vstopom v to cono. To je, ne vem, kdo je to poimenoval cona. Ja, nisem strokovnjak na tem področju, pa pol lahko, da bom rekel, kar je fovš, ampak v to cono, ko preplavi človeka ta želja po izpolnitvi. Ne toliko po morjenju, morjenje je samo posledica tega. Način izpolnitve, ne? Vsaka pa mogoče kakšnega svojega. Ja. Tako. Ja. In v bistvu, kako je, ko je miren, ko razmišlja o tem, kaj se dogaja, kako racionalno v bistvu zelo zna definirati, ker pogosto gre to za visoko inteligentne ljudi,
ki pač imajo rahlo zgrešeno pogled. Ne? Sej, čistko, če bi usporednico poiskal s sabo, tudi jaz okrog sebe iščem ljudi, ki so mi zanimivi, oziroma se družim s takimi, se polnim z njihovega znanja in z njihove energije. In podobno tudi Patrick Byte v predstavi Psiho, on išče sicer samo dekleta, mlade ženske, v glavnem mlade, če so lepe, sploh ne škodi, in išče v bistvu znanje preko njih, ker on hoče priti do bistva ženske z veliko začetnico, ženske kot božanstva na zemlji. Ženske v bistvu bolj kot koncepta, ne kot dejanske neke vsakdanje ženske. Kot koncepta, dobro si rekla, kot ideje, kot išče nad žensko, ampak se pa zaveda, se pa zaveda, da je to mozaik. Mozaik sestavljen iz milijon in ene ženske, ki jo on more raziskati. Zdaj pa kaj pomeni raziskati, pa v njegovem stanju, v njegovi glavi pomeni pač to, da jo hoče videti takrat, ko je totalno brez mask. In kdaj brez družbenih, brez kakšnikoli, brez vlog, da je samo ženska. In kdaj je človek brez mask? Tik pred smrtjo. In zato se on potem... Takrat smo res mi, tik pred smrtjo. Tisti zadnji trenutek, zadnji moment. In to ga vodi k temu, da mori. On je v bistvu išče bistvo ženske, oziroma tisti najmanjši skupni imenovalec ženske, tisto, kar ima vsaka ženska v sebi. Ja. Tako je. Koncept. Kaj jih povezuje, v čem so se različni? Spet nek srhljivo, kar bi lahko bil celo filozofski ali pa nek plemenit cilj, ki ga počne na srhljiv način. Ja, tako. Kako pa se je Patrik razvijal skozi čas, ker v bistvu predstavo igraš že od leta 2019, ogromno je bilo ponovitev, veš slučajno koliko? Ne, vidim, mislim, da je bilo okrog 50. To je že kar veliko. Za gledališče gledaj, je to odlično. Se je vloga kaj spreminjala skozi čas? Si našel kakšne nove nianse? Ja, vedno, zato ker je, meni se tako zdi, ko je kvaliteten tekst, ko je dobro napisan, vedno vidiš še, da bi lahko še nekje drugače ven nekaj prišlo. Ali pa prebereš en odstavek čist drugače, kot si ga bral pred premiero, med vajami. Ker tako je, ko delaš predstavo, sploh če si sam na odru, gre za... Ne znam povedati, koliko je to strani, ampak pa če govorim kasneje ta skera 1 uro pa pol, ne? Tako kot zdaj v bistvu, s to hitrostjo. Mislim, da zdaj ti jaz pomagam, tam si pa sam. Tam sem pa sam. In ko študiraš tako predstavo, v bistvu se pač procesiraš ogromno enih informacij, zato dostikrat stvari, sploh pri kvalitetnejših tekstih, pridejo za tabo, kako bi še lahko nekaj povedal, kje se še kažejo, kakšne nianse ali pa kakšne možnosti, da pa nekaj drugače poveš. Včasih se znajdeš na predstavi, se včasih znajdem, ko zaradi pač poteka predstave eno stvar kompletno drugače povem, kot sem jo recimo včeraj povedal, prejšnji dan na predstavi, ampak znotraj, medtem ko govorim, ugotavljam, pa se to je super, tako tudi gre to. In to je neke vrste improvizacija znotraj postavljenega teksta. Vsaka uprizoritev je zgodba zase, na nek način. Na nek način. Sej končni recimo, rezultat ali pa sama zgodba pride do ljudi na enak način. Gre čisto samo za moje lastno ustvarjalno veselje. Včasih si predstavljaš notranje, da Luka pleše, včasih kaj drugega. In to je tisto potem, kar potem različno potem pride, to je tista niansa, ki je potem vsakič morda malce drugačna. Sicer je pa pomemben del predstave tudi glasba, ki spominja na glasbo iz 80-ih, čeprav vem, kako ste glasbo ukomponirali v predstavo? Tako smo se pogovarjali, kako bi bilo, kakšna glasba bi lahko bila fina za to predstavo, za tega fanta, ki biva v nekem svojem studiu, ki skozi razmišlja v nekem svojem laboratoriju, kako priti zdaj na sled temu ljubljanskemu zmaju, ker on lovi tega morilca, zato hoče razmišljati kot on in tako. In potem smo se v bistvu obrnili in naredili nekako glasbeno podobo, ki spominja na zimzelene komade in tako. Zelo nekaj, kar je zelo lepega. In sofisticiranega. Ja, ampak par teh komadov sem poslušal, ki so bili zelo znani in tako, in zelo fino. In so na nek način, zdaj, ko sem jaz gledal na njih, pa če malo cinično pogledam, so zelo neprimerni.
ne, naši zimzeleni komadi, nekateri pojejo o mladi, lepi deklici, ki je komaj vzbrstela, ki je bila še pred kratkim lepo, pa je zdaj cvet. Ne? In potem, ko pomisliš, da to 40 let moški poje o eni, ne vem, 15-letnici ali pa kaj, je hitro pomaga če se preveč poglobiš, pa ne poslušaš samo lepe melodije, pa to, mlada kot zelena polja, ne, nežna je kot, kaj že, cvetje. Kateri komad je že to? Neki sem jo Neki sem jo ljubil. Ja, tako je. Tako zelo zanimivo, ampak dobro, ki sem jo, saj tudi on bil takrat mogoče mlajši, ampak gre za, samo za to, pač itak je z našimi pesmimi vse lepo in prav, ampak če zauzameš neko distanco... Nič proti. Nič, vse cool, samo če zauzameš neko distanco, pa pogledaš iz drugega kota, je pa lahko malo, tako, spet ustvarja lahko neko patologijo. Ja, ki je zelo prisotna tudi v bistvu, ki se z njo zelo zdaj ukvarjamo, vse v smislu, ne vem, od otroške pornografije do #MeToo-ja, do vsega, ne. In kot si v bistvu ti že prej povedal, si ti v bistvu edini nosilec te predstave, 1,5 ure ti na odru tega psihota podoživljaš, predstavljaš. Je to naporno tako fizično kot, ne vem, psihološko zate? Vpliva psiho na tvojo psiho? Ja, niti ne. Razen v tem, da ko obnavljam predstavo, ko ponavljam tekst, pa to, da me zelo napolni. Postanem zelo vesel po eni strani, pa zelo se mi zdi, da je pomembno to, kar bom naredil za ljudi. Lahko da ni, ampak je sam meni, kar je fajn, da se dobro počutim, preden grem na oder. Ne? Po predstavi pa, ja, v bistvu fizično sem še kar utrujen, ampak psihično pa tako sem pa napolnjen. Je pa tak lep občutek miru. Je pa res, da zdaj, ker eno leto nismo veliki igrali, vsaj zdaj, ker sem par drugih predstav vmes igral, ker vidiš, da ven padaš kondicijsko. Kdaj si igral nazadnje Psihota? Psihota smo nazadnje igrali oktobra, na istem odru pred Glejem. Ja. In imaš kakšno posebno predpripravo na predstavo? Mislim, vedno, ko greš na oder, kada greš igrati Psihota, če imaš kakšne... Če vse nekako daš v ta mod ali pa imaš kakšno rutino? Tako hecno je v bistvu, ker je tudi on je zelo urejen in zelo čist tip, ta Patrik, ki ga igram. In uglajen. Ja, zelo tako. Že zelo mi pomaga samo, da se oblečem, da si frizuro naredim, da si postavim rekvizite, da si sceno pripravim. Scena je načeloma že pripravljena, jaz se samo postavim, še preverim jo v bistvu. Ne? Ja, ta malo OCD-jasto. Ja, par stvari si operem, ki jih je treba oprati in potem, ko čistim te predmete in ko delam že, ali tekst ponavljam ali karkoli, in je to na nek način ena taka priprava človeka, preden vstopi v svoj laboratorij, tako da je že to v redu. Malo telovadbe, klasične govorne vaje, pa na začetku mi je zelo pomagalo, da sem Boševe slike gledal, zato ker so take bile tako nekje vmes sem nekje naletel na njo, na eno izmed njih, in potem sem gledal te podobe pa te barve in mi je bilo ful tako zanimivo. Nek trigger ti je bil očitno. Ja, nek trigger mi je bil, ja. Ja. Fascinantno. Pa drugače imaš, ne bom to vprašala, v nekaj drugega vprašala. Kakšni so pa odzivi gledalcev, če se kdaj pogovarjajo z njimi? Kaj jih najbolj nagovori v predstavi in kaj je tisto, kar oni vzamejo iz nje v največjem številu? Kaj je tisto, kar se ponavlja pri odzivih gledalcev? Predvsem pride do mene to, da jim je vse skupaj srhljivo, da so se prestrašali vmes. Nekateri tudi, oziroma predvsem... Kar pomeni, da si prepričljiv, to je samo aplavz. To je v redu, ja. Ena par deklet je rekla, da jih je bilo malo strah iti domov, potem po temni Ljubljani, s temi ozkimi uličicami po centru, pa tako, ker gre le za ljubljanskega zmaja, ki je to je njegov dom. Drugač pa, kaj pa sem še kaj takega dobil? Ne vem, v bistvu se na nek način v nekem, tako je, ne, stvari, ki jih on govori, so stvari, ki jih mi razmišljamo, ampak so pripeljane majhno čez rob, ne, jaz se z ogromno... Mogoče je ta moment grozen, ko se malce vidiš v Psihotu. Tako, ja, oziroma mogoče vsak gledalec malo preveri čisto točno pri sebi spet, kako gleda, ker v bistvu on zelo lepo govori, on govori o tem, da smo pač kakršni smo ljudje, si želimo nekoga zraven sebe, to je ljubezen, ga pripeljemo blizu, ne, kam to njega potem eskalira, je druga stvar, ne. Ampak, ja,
To igramo v Gleju, ki je krasno gledališče že itak, za to predstavo, v kateri imam pa res en pristen stik z občinstvom, ker jim govorim skozi to na en način. Oziroma, niti se ne ve, ali je to občinstvo, ali je to ogledalo, ali je to sam stena, ali kakorkoli. Je zelo dodajeno tako intimo skupaj. In v samem Gleju je tam nekaj vrst, gre noter na dober ne-covidni dan, gre noter tam cirka 45 ljudi in se ustvari ena taka posebna energija že zelo hitro po enih 20 minutah in se na nek način energetsko ukomponira lahko celotna publika v predstavo. Na nek način se pogovarjamo s tem, da so oni tiho, kar je meni kot psiho tudi zelo všeč. Pozornost na tebi, ampak hkrati lahko sam si ti tisti, ki predaje naprej. Oziroma Patrik, da ne bomo zdaj to pomešali. Ja, se ne ve čisto točno kdaj, ampak recimo Patrik. Dobro, recimo, da ne boš preveč se izdal, bom jaz zdaj prekinila ta intervju. Hvala, Domen, ker si prišel v našo družbo. Ne pozabi jutri, pojutrišnjem in pojutrišnjem misliti na Luko. Na Korenčiča, ki pleše. Ja, to si obljubil. Tako da mislim, da bo to dalo neko novo dimenzijo in da bodo tudi potem odzivi publike drugačni, tako da prosim, če nam potem Jaz mislim, da bo to dvignilo predstavo na nov nivo. Jaz tudi mislim. V sfere, ki se jih ne jaz na režiser nisva nikoli zamišljala. Tako je. Morda bomo tudi Luko nagovorili, da pride pogledat, da oceni, če je bilo temu res tako. Čisto na zadnje, samo še takole hitro vprašanje. Kdo je tvoj najljubši psiho? Samo odgovori. Wow, trenutno je bil Luka Korenčič. Vedela sem, da boš to rekel, ker sem bila imela v glavi. To je bilo to. Hvala, Domen, za obisk. Če pa res, mislim, da je on edini vremenar in prometnik, ki pleše. Vsi vabljeni v gledališče Glej, oziroma v zunanje prostore gledališča Glej, sreda, četrtek in petek. Tako. Mi gremo zdaj v oglase, kjer bomo tega psihotavarno spokali iz studia, potem pa naprej na teren Gali, bolj kulinarične teme. Se gledamo.